Vaša gostitelja sta teta Tončka in Miro V. Kodrič. Peter Prevc, Ja, 248. si bila v Planici? Ne, Lepo zdrav, dober večer in dobrodošli, Benedikt. Lepo vas je videti v takšnem številu, kaj ne, teta Tončka, boleka jih je. Ja, to pa Prav je. res, lepo vas je videti in nocoj se bo splačalo biti v Benediktu. Melodije, ki nas bodo popeljale v preteklost, teto Tončko, ne, kar v njeno rano mladost. jaz komaj čakam, da zapoje moj kičo. Ja, se seveda. Ja. Joj, toga pa Ja, tako čakam, ker te sem še bila črna, zdaj sem pa siva. Ja. Delita si celo garderobo, ampak ko sem predstavil teto Tončko in kičota, ni bilo ravno tako, je bolj teta Tončka nazaj potegnila se. Ja, jaz sem mu rekla Mičo. Ja, Sicer pa nocoj se obeta res prijetnih melodij, ogromno jih bo, lahko rečemo iz Hrvaške, iz Dalmacije, Vsega. izpod Donačke, njene gore. Donačka tudi, A, o ja, to je naši, tvoj kraj. ja. Pa tudi iz Nemčije, nekaj takih alpskih, lahko rečemo, bomo Alpski, slišali. jo. Tako. In velja omeniti tudi tole, da se bomo spomnili melodij, ki smo jih poslušali nekoč. Nocoj bo večer namenjen nekomu, ki nam je postregel z ogromnimi uspešnicami, ki jih prepevamo. Skratka, spomnimo se velikega glasbenika. Jaz sem se tu zdaj spravila, veš Tukaj koliko sem imam. pri tehniki, gledam, Madonca, ti ima neko drugo starejšo tehniko. Dobra Kaj imaš je, to? kaj starejša. Jaz ne upam niti se prijemati. Veš, kak ti bom povedala, pubec. Povej. Če boš ti šel zdaj v trgovino kupiti glasbeni stolp, Ja, ti se spoznaš, to je z tvojih časov. Daj pridi gor. Ne, tu samo en del prodaš, pa že dobiš za malco. Da ne boš kaj to prijemala. Pridi na mojo desno, da ne bi to slučajno. To je z leta 1912, tako da, ne? Ja, se vemo, zdaj je, se imam doma. Kaj me te Ja, tako s tvoje vem? mladosti. Ja, seveda, to si Sicer jaz pa- tako čuvala, bolj kot deda. Ja. Sicer pa smo takole slišali veliko uspešnic, ki so nas popeljale v mladost, tudi o Ja. tvojo in velja omeniti, tudi v nadaljevanju bo še nekaj teh pesmi, veliko uspešnic bomo slišali in Šime Jučić je bil tole. Ne? Ja. In v nadaljevanju uspešnice človeka, ki je bil tudi hrvaški veleposlanik. In je- Veleposlanik. Ja. A in ti je bil tudi Borat Pahor? Hrvaški A ja, veleposlanik. hrvaški. In je tudi v sorodnem razmerju z Tomislavom in Vedarom. A? Žlahta, Ja, žlahta. raztrgana plahta. Veš, kdo bi to lahko bil? Ne, to pa niti ne bi vedela. Veleposlanik, polbrat Tomislava in... Škoda, da se nisem te rodila, Dona bi ga imela. Veleposlanik je, veš, to mi In ima veliko uspešnic. Tudi, ja, lahko rečemo, na velikih festivalih je bil. Sej, ko bo slišala pesmi, boš kar kurje Ja. pa dobila. Ne morem se spomniti, vem, kaj sem včeraj jela, sicer samo. Zdaj samo to zna povedati, ne. Ja, to je Dame in najbolj gospoda, važno. Dame in gospoda, tukaj v Benediktu nam je velika čast, da je z nami Gianni Marčan. A Maršal! Maršal, ja, to sem rekla. Gianni Marčan je bil tole, ga vidimo še v nadaljevanju, sicer pa zdaj bo en tak velik preskok. Recimo v Dalmacijo, topli kraj nam je vroče, smo se ogreli sploh v teh uspešnicah. Jaz sem že švicnila. Se Tako to- sem migala na dolgo, Tu v prvi kratko. vrsti, ne bom Ja. niti spraševal, če kaj. Ne. Ja. Ja, en velik preskok, tak je bolj, kako bi temu rekli? Kako to misliš, tako, ko se Aprilski. Tako se zejtor pokvari. Recimo, ja, ali pa aprilski varianta bo sedaj le. Ja. Veš, katero rožico ne smeš trgati v gorah? V gorah? Ja. Ja, kaj te jaz vem, ne? Odvisno, kera je zaščitena. No in katera je zaščitena? Neki natresek. Kako? Natresek. Edelweiss? Ne, na Donački ti pravim. A ja, to so te vaše lokalne finte, jih vidimo potem na Donačko. Ja. Sicer pa sedaj bomo naredili preskoki iz Dalmacije, šli malce severneje v Nemčijo, polepšali stanje na odru. Ne bo taka starejša gospa vedno samo poleg mene. Sebe, poglej pubec.
Da mene ne bi bilo, še ti to ti rekelc bil premali. Jaz se nekam sem skušal, da vidiš, da mi je rekelc prevelik, ne? Ja, Nič več ne. ne kuha naša teta Tončka. Za svoj urič jaz znam poskrbeti. Ja, se to se vidi iz leta v leto bolj. Ja. Dame in gospoda, tukaj v Benediktu prvič zvezda, ja? Edelweiss. Ja, tudi ja, prihaja Evo ga. nemška megazvezda Froni. Froni in Tobi ste bila tole. Froni zna malo slovensko, ne? Kako se temu reče po slovensko? Oder auf Deutsch. Wie sagt man das? Klopotec. Nisem razumela, veš. Wie sagt man das auf Deutsch? Windmühle. Also, Klopotec. 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 Da. Stimmt so. Also, das bekommst du, Oh, dass du hvala lepa. auf Slowenien denkst. Oh, super, Aber ja. du hast Familie hier in Slowenien, ne? Ja, ja. Kannst du sie grüßen? Ja, da hinten winkt doch mal. Ja, da, dreh mal rum. Und jetzt singt Tobi alleine. Tobi singt jetzt alleine, ne? Tobi singt ganz alleine ohne mich. Oh. Ja. Viel Spaß. Aber du kommst noch wieder. Ich komme vielleicht noch Ja. wieder. Hvala, Dio. Ja, eine für dich. Oh, danke. Oh, danke. Danke, Tobi. Tudi Tobi bo še prišel, sicer pa ajne vajse roze, ne? Ja. Bomo tudi slišali. Moramo pa sedaj malce tempo umiriti. Tako kot se v vsakdanjem življenju dogajajo stvari, smo tudi v naših druženjih tukaj v Benediktu predstavili marsikatero resnično zgodbo, zbirali tudi zamaške in z vašo pomočjo, drago občinstvo, smo pomagali mnogim. Tudi nocoj. Lahko rečem, da smo ti sedaj malce na dušo pihnili, kaj ne, teta Tončka? Dvakrat sem se tako zavrtela, da se mi je zdel toti svet čisto divji. Pa končno nekaj domačega, nekaj iz tvojih Ja, krajev. pa saj sem Končno rekla. so prišli, dolgo se jih vabila. Veš, ne bi se rada hvalila, samo jaz sem bila tudi taka frajla ko Barbie. Ja. Tak sem bila nagajiva, potem sem pa začela svinsko jesti pa krompir. V katerem stoletju je bilo to? Sicer je tam gospod katerem? Viti iz Miklavča dejal, Ja. ta Barbie pa je ven shodiča, lejte, kaj vse obvlada. Ja. Tam z Miklavča. Jaz sem še več obvladala, sem videl, nisi. To me je lahko žal. Zdaj bo spet prišla na svoj račun. Ja, Tamle meče. v garderobi si se malce izmikala, ampak sedaj ga boš videla na odru. Kjerega? Namreč, čakaj, da malce ti namignem, ne? Se veš, da to pri nama tako, da jaz namigujem. Ja. Recimo, rojen je v Osijeku, a njegov dedek prihaja iz okolice Slovenske Bistrice. Dede, kot je tu delal? Ja, to pa jaz ne vem. In pazi, po odsluženem vojaškem roku Ja. JNA, ne, takrat so JNA Ja. služili, je prepeval Toma Jonesa, pa Elvisa Presleya, skratka bolj tak rock varianta je bil. Dedek. Kdo? Ne dedek, A ne dedek. njegov vnuk. A njegov vnuk. In leta 1971 je bil tudi Ja. na Evroviziji. A In te pa pazi, vem, kdo je. kdo? Ja, Kičo. Krunoslav Kičo Slavinac. Miro. Ja, gled, ti na odru, jaz pa tukaj. Ha? Kaj gor na oder lezeš, pa zadihaš? Če pa mi je Kičo gore migal. Preden boš ti dol prišla, grem jaz takole. Ja, ti bodi dole. Grega, pridi sem. Ja. Pustimo teto Tončka, ne malce Daj, da se zadiha. malo zadiham, ker mi je slabo. Grega, pridi sem. Evo, o tem nekako danes večji del večera poteka, o tem možakarju Tomislavu Ivčiču in veliko njegovih uspešnic smo takole uvodoma že slišali. In Tomislav Ivčič je v svoji karieri bil uspešen, ne boste verjeli, tudi v Avstraliji, ker je bil na 7. mestu celo pred Michaelom Jacksonom. In v svoji karieri izdal več kot 200 pesmi, 23 albumov, skratka, bil je res legenda, ki ostaja. In spomnimo se, kar nekaj desetletij nazaj, uspešnica pesem, ki jo takole poslušamo tudi pri nedeljskih čestitkah. Pesem, ki jo je Tomislav Ivčič takrat prepeval z mlado deklico, majhno deklico po imenu Vanja Mihov. Nocoj, premierno, v drugačni izvedbi, pesem, ki jo poznamo že desetletja. Tata vozi polako. Tukaj je Šime Ivčič in
Vesela Tavžer. Gospod, izvolite, sedim za vas. Naš pes je v boljši kondiciji kot jaz. Oj. O, Madonca. Kodrič, Teta Tončka, pa ne, glej. Pa Se ne ne moraš, bom tako se vrla. misli na plaži. ne bom mrla. Sej vem, da ne. Samo tak mi paše, ker imam kolika znucana, ko ne vem kaj. Ja, je od zadaj enega gospoda, nekega šarmantnega, šarmirala bolj, ne, to moramo reči. Kjerega gospoda? Veš, kje je nastopal? Ena taka zanimiva informacija, ki se je teta Tončka zapomnila, ker ima opravka s pijačo. Ja, Coca-Cola, ne? Pa to ni reklama. Povej zgodbo. Ja, ko je šel ta v Atlanto, je tak s tekom slučaja, ne, kako kažu, ne? Ja, So ga pobasali, pa je nastopil na 100. obletnici Coca-Cole. kdo bi to lahko bil, se gotovo sprašujejo. V svoji glasbeni karieri, v svoji glasbeni poti je izdal 10 albumov. Ja, dosti, ne? Ampak je glasbo potem malce opustil, ker se je podal... Za ženskami. Ne podal v A ja, politiko, podal. oziroma Pardon. veleposlanik je bil. In ja. nocoj tukaj v Benediktu bomo slišali tudi eno drugačno izvedbo pesmi, ki jo poznamo, tudi v drugačni obliki. Anita Kralj bo zapela in to z Žanjem Maršanom. Tukaj je, še enkrat. To je odličen koncert. Ja, seveda je. To ni dvoma. In odličen Gianni Maršan, ki je to pesem zapel leta 1994 na Dori. Takrat se je nekaj polomilo na Dori in od takrat je tudi Gianni Maršan prenehal pet, ker je pač taka afera bila na Dori, ampak pustimo to, Koliko? da te ne bo kakšen KPK lovil, ne. Ne, doli me ne mrejo. Tu me lahko. Sicer pa, ja, spet si ti neko informacijo izbrskala. Malo sem... Teta Tončka zadnje čase informacije takole pridobiva, ne vem, odkot imaš... Telefon imam modern, pa sem malo googlala. A ja, aha. Googlala, No veš? in povej. Oni program za googlat, ne? Aha, no. Pa sem našla, da je naš naslednji gost gledal en film, v katerem je Kako se prebere to? Cliff Richards. Te pa naj napišejo tak. Cliff Richards igral glavno vlogo Ja. in zato je on začel pol kitaro špilati, prej je pa ni. Je Si ti res? to vedel? Tam vidim, da prikimava. ja. Je pa pred kitaro igral violino. Ja, pa še Ja, tudi pa kaj potem- druga je prej špilal. Ja. V zadnjem času pa ga videvamo tudi kot strokovnega žiranta, komentatorja. Pa tak mili je, veš? Res. Ja, prijazen človek je. Res, to pa res. Je, In ne? njegove pesmi pojemo, ko gremo takole ob tabornem ognju, ne, sedimo kitaro v roki Ja. in katero prepevamo. Ajde, no, katera? Julija. Objokana. Veliko boljše prepeva to Aleksander Mežek. Odlično. Ja. Gospod Janša tudi rad to posluša. Samo je rekel, no, mene vodi ta siva pot na dob. Tu ni preveč veselo in kot ste lahko zdaj spet spremljali, ne, spet je neka policija. Ne. Pomalo ne bo več policija, ampak bo Janšev urad, ne, ker se toliko ukvarjajo z mano. Sem pa videla tu Kanglerja v publiki. Rekla, čujte, Franca, kaj te delate tu? Tiho bodi, baba, če bi zmagal volitve, bil v Mariboru, da me pa tu jebete. Pa nič reč nazaj. Kaj češ reči ti? Tiho sem bila, pa sem šla. Na drugi strani je bil pa Janković. Rekla, kaj zdaj z oki? Kak je na oni strani? Dje, boljši da lijevi, kot da desni, dje. Ja sem rekla, to imate pa prav. A vidi, jaz sem si zaželela, da me vas pripelje. Ja. Ja, ker jaz vas na televiziji vidim, ne? Pa ste tak prijazen človek, pa v živo niste nič bolj strašen. In sedaj bomo dali zares en velik aplaus Aleksandru Miško. Namreč tukaj v oddaji Moč glasbena združuje Aleksander Mišek praznuje 50 let glasbene kariere. In en spomin udar takole teti Tončki nam Ojej.
To ti je pa duplo vreden. Vaše pesmi enostavno generacije jih prepevajo in lahko smo ponosni na takšno glasbeno ime, kot je Aleksander Mežek. Še enkrat hvala za vse lepe pesmi. Sedaj pa bomo skočili v leto 1992, ko so nekako, če se motim, na splitski gimnaziji, teta Tončka? Ja. Na splitski gimnaziji leta 1992 je nekako vse skupaj potekalo pod pokroviteljstvom enega profesorja. Borota Pahorja. Pa kaj imaš ti s tem Borutom Pahorjem? Pa nič, nekoga moramo vtakniti. Ja, se glede to, da rad hodi naokrog, ne bi lahko enkrat prišel tudi na moč glasbe nas združuje. Pa v Denis, prvi vrsti imamo plac. Denis, gospodu predsedniku eno vabilo za prihodnje leto ne pride, ne? Ker je žalostno, ker človek se tako trudil pred volitvami, da je bil na vsaki pasji procesiji, zdaj pa ga te ne povabimo. Ja. Imamo pa zato samo čudovito občinstvo in hvala, da ste tukaj. In torej, končali smo na splitski gimnaziji, tam je 10 talentiranih fantov se zbralo. In lahko Dunajski dečki. A ja, moram biti tiho, ne? Ja. Dobro. Torej 10 talentiranih fantov, ki prepevajo uspešnico, ki jo poznamo vsi, ne, in jo bomo tudi slišali nocoj, čeprav zdaj en skeč mora biti, pa je teta Tončka nekaj pozabila, ampak to je interno. Kaki skeč? Ja, dejka fora. Skratka, tukaj so Klapa Šufi. Zdaj ne, Vinko, jaz se upravičujem, tam Vinko je gotovo lačen, ti pa mislim pico pri takih lepih pesmih. Ne diraj mojo ljubav! Vsi se vidi, koliko ljubezni je steklo, ne? Ja, če bi bil manj favšen, bi tudi ti kaj dobo. Jaz sem bolj na zdravi prehrani, recimo, gledaj, imam, Zdaj en ko smejam. Ne dam tebi. Ne dam, ne. Bom nekoga izbral, lahko malce luči tukaj na občinstvo. Ja, boš grob Lučno neso. občinstvo. Kako? Kaj boš grob neso? Ne, bom tukaj nekoga po naključju takole. Kdo ima tukaj rdečega na sebi? Alenka Bratušek. Ne, ona je bolj tigrasta. Veš kaj Alenka zdaj poje? Gospa, Ne, evo, vi ste zavlazni. tak rdeči recimo. To je vaše, poklon. Ekipa Moč glasbe vas Kak si srečno hodiš Upravičujem, babi. daje. Gospa je vse iz sebe. To je za vas. Ja, vse smo rekli presenečenja, ne? Ja, vidiš. Se si ti malo favš, samo ti pa privošim tudi. Pa beži, ne diraj mojo ljubav. Ja, dobro. Zdaj bo spet nekaj nemškega. Slišali bomo uspešnico, ki jo imamo tudi v slovenščini. Alenka gre v Bruselj. Do tja je sicer prišla, ampak ostala ni tam, ne? Ja, Ja. to Torej, ni bila slišali, uspešnica. raj pico jej, čeprav se ne spodobi, ne? Imaš kako serveto? Za sebe se brigaj. Skratka, slišali bomo uspešnico, ki v Sloveniji nekako zveni Tista bela roža, jo izvajajo skaterji in tukaj je ponovno z nami Tobi in Eine weiße Rose. Zdaj vam pa jaz malo mojega kičuja zasukala. Ker kičuja, jaz, ko sem otožna, ko grem na banko po penzijo, jaz, ko pridem domov, iskreno povem, si pir ofnam pa kičuja gor. Ker ravno ko kičo odpoje, jaz grem lahko na WC. In ni lepšega občutka, ko se lahko rešiš. V mojih letih je pač tak. Tak, da, dragi moji, zdaj pa naš kičo. Ti veš, kaj je rekel gospod Rode, ko sem mu jaz rekla, če ima probleme z Gago, je rekel, draga sestra, zgaga je v slovenskem parlamentu. Velja, gremo tam na najmoder lepo. Ja, sem rekla, gospod Rode, z velika noč bo, taki lepi praznik, boste kaj prišel v Slovenijo? Draga sestra, rad pridem, sploh ko vem, da so tukaj nove gume. Ja, veš, Vatikani več niko je bilo včasih. Ja, teta Tončka je namazana z vsemi žalbami, pa tudi s torto, ker je, ne?
Se ti bi bil tudi namazan, če ti bi kaj dala, zdaj pa si favšen. Jaz sem okrog ust od torte. Dobra, čudovita torta, moramo no. se zahvaliti, odlična. Sicer pa Malo smajo. bomo ponovno slišali nekaj uspešnic preteklosti in tudi, to še ni vse na koncu, en tak venček, lahko rečemo, vseh teh uspešnic Tomislava Jučića. Čokoladno? Ta torta mi ne ide z glave. Ja. Prejle, ko ste videli, se je malce scena zamajala, ni bilo nič kaj takega. Kaj ni bilo takega? Torto sva lovila, s teto Tončko. Kaj je torto lovila? Zmagal pa je Kičo in odnesel, ne? Po resnici povej Kičo, to nisem htela torte dati. In sta se suvala od zadaj. Skratka, ponovno je čas za dobro glasbo, ki je bilo nocoj veliko in še nekaj malega je bo. In prihaja tisti, ki ti je všeč, zdaj postal, ne, tam v zaodrju. Ja. Kdo? Da sem jaz to vedela, jaz bi ga ofnala, kot Coca-Colo. Zdaj veste, kdo prihaja. Džani Varšan. Eno vprašanje. Ja. Duo Pegla, ti to kaj pove? Ja, verjetno eden je pri vtičnici, drugi pa Pegla. Ne. Duo Pegla, popularna zasedba dveh popularnih. Tomislav Ivčić na eni strani, na drugi strani Mladen Grdović. A? Pegla. Prodala Ni sta, Pegla. mi imamo mnogo s problemov, 400,000 kaset takrat. 400.000. Ja. Da bi jaz to prodala, jaz bi dolge vljub držala. Sem boljše, ne, tvojih glasbenih izdelkov, po mojem, ne bi kupovali. Kaj da ne bi, čakaj, da ti pokažem. Ivo, jaz se upravičujem, potenciometrije, vse ok? Ivo prikimava. Mislim, da je Ivo oglašal. Dajmo se raj spomniti res velikega imena glasbene scene iz sosednje Hrvaške, ki je družil nekdaj celo Jugoslavijo. Njegovi hiti bodo večni. Recimo največji večeras je naša fešta in lahko rečemo domala ponarodel komad. Pesem, ki ni bila sprejeta na festivalu, a je postala velika uspešnica. Torej spomnimo se Tomislava Jučića. Šime Jučić je bil tole in takole prijeten večer je skoraj da za nami, ne? Veš, kaj bi rekel Janša? Ne. No, to je bilo vredno tistega leta na dobu. Hvala vsem, da ste prišli v takšnem številu nocoj v Benedikt in da ste se zabavali z nami. Hvala vsem nastopajočim, hvala vsem, ki ste tako ali drugače pomagali. In vidimo se v tem letu še enkrat. Gotovo? Ja, zihar. Če ne prej na televizijskih sprejemnikih vaše najboljše, najljubše lokalne televizijske postaje. Lep večer in varno pot domov.